trend je, da je to leto za obračun in za priložnosti. Septembra je podjetje Waste Management objavilo poročilo, v katerem je ugotovilo vrzeli v sistemu za recikliranje plastike. Poročilo razkriva, da se zbere le 30% PET, večina pa gre v vlaknine. Torej, tu se pojavi vprašanje, kako bodo zainteresirane strani izpolnile te svoje cilje recikliranja do leta 2025. In odgovor je jasen, izstopiti bodo morali iz svojih silosov in sodelovati med sektorji. Se pravi, v letu 2021 in naprej je povezovanje ključno. Trg recikliranja je res v neredu, a je hkrati poln priložnosti. Tega se moramo zavedati. Se pravi, kot vemo, biopolimeri in materiali, ki jih je mogoče kompostirati, hitro postajajo alternativa embalaži za enkratno uporabo, se pa razvijajo zmedeni materiali. Se pravi, nekateri materiali na biološki osnovi, kot je bio-PET, izvirajo iz bioloških materialov, vendar niso biološko razgradljivi. Hkrati so pa drugi materiali na biološki osnovi, kot je PLA ali pa naravni polimer iz koruznega škroba ali pa sladkornega trsa, biološki razgradljiv, čeprav ne tako, da bi potrošnik lahko domneval, da je. Se pravi, pridemo do tega, kaj je industrijsko kompostiranje in kaj je kompostiranje doma na našem domu. To bi bilo jasno treba zapisati na embalažo. Pri Closed Loop Partners so izdali dokument Navigacija plastičnih alternativ v krožnem gospodarstvu in to poročilo med svojimi zaključki ugotavlja, da kompostirane alternative niso idealne rešitve, deloma tudi zato, ker ni dovolj obnovitvene infrastrukture, da bi lahko učinkovito ujeli njihovo polno vrednost. Poleg tega pa med 185 obstoječimi komercialnimi obrati za kompostiranje mnogi ne sprejemajo embalaže certificirane za kompostiranje. Se pravi, ponovno vabimo k razmisleku, kje je kompostiranje primerno in kje ne. Trend pa je ta, da je to res dobra rešitev na primeru živilskih odpadkov.